Ali veš, zakaj imata Pomni in Ribbit enake trepalnice? Kakšen je pomen teh skic njunih prvih zasnov za neverjetni digitalni cirkus? Začnimo s Pomnijem. Prepričan sem, da nihče ni pričakoval prve zasnove Pomnija. Ste si sploh predstavljali, da bi Pomni lahko bil žaba? Tako je, prijatelji, čeprav se sliši precej noro, je bila prva zasnova Pomnija osnovana na suhi žabi, ki naj bi bila celo moškega spola. Ta ideja je bila tako resna, da ga je Gooseworks poimenoval Frogni. Imel naj bi črno-modre črte v svoji zasnovi. Kar precej srhljivo. A nekje med oblikovanjem je Gooseworks sam ugotovil, da žaba nima nobene povezave z digitalnim cirkusom. Zato je celoten lik preoblikoval in prišel na idejo o norčku. Noro je, da je iz žabjega samca postal deklica norček. A vendar žabi dizajn ni bil popolnoma zavržen, saj se domneva, da je bil dizajn za Ribbit navdihnjen s tem prvim dizajnom Pomni. Ker so oči in trepalnice pri Ribbit enake kot pri Pomni. A govorice se tu ne končajo. Ker tudi, ko je imel Pomni že skoraj dokončan dizajn, so mu še vedno spremenili eno podrobnost, ki je nihče ni opazil. In to so bile njegove rokavice. Na začetku so bile obrnjene narobe, na levi strani je imel rdečo barvo, na desni pa modro. Kasneje pa so se odločili, da jih zamenjajo, da bi se ujemale z njegovimi oblačili in čevlji. Zato se že v pilotni epizodi pojavi z modro rokavico na levi in rdečo na desni. Zanimivo pa je, da lahko v zaključnih napisih te epizode vidimo Pomni z njenim dizajnom pred to spremembo. Ali ste vedeli, da naj bi bil Kofmo prvotno veliko pomembnejši v osupljivem digitalnem cirkusu? Pravzaprav ni bil samo klovn, ki je postal abstrahiran in to je bilo to. Načrtovano je bilo, da bo imel večjo vlogo v naslednjih epizodah. Ker naj bi bila on in Pomni glavna protagonista tega cirkusa. Prav zato je bil Kofmo klovn, Pomni pa dvorna norčka. Ker sta oba odlično predstavljala digitalni cirkus. Njegovo prvotno ime je bilo celo Kaufman. In to lahko vidimo v enem izmed osnutkov, kjer ga Ragata tako poimenuje. In s tem lahko tudi ugotovimo, da je imel bolj poglobljen razvoj. In ker je že imel ustvarjenega Kofma, ko je Gooseworks ustvarila Jaxa, je ugotovil, da se zdi, da vijolični zajec igra isto vlogo kot ubogi klovn. Gooseworks se je odločila, da odstrani Kofma in obdrži Jaxa. Klovn naj bi namreč imel podobno zgodbo kot Jax. Jax je eden od likov v digitalnem cirkusu in je doživel eno izmed najbolj nenavadnih sprememb. Ker če je Pomni iz moške žabe postal Pomni, kot ga poznamo, je bil Jax sprva zamišljen kot prava punca. Da, prijatelji, Jax naj bi bil dekle. In to nam je dejansko potrdila sama Gooseworks, ko jo je nekdo vprašal, zakaj ima ena izmed skic za Jaxa trepalnice. In pravzaprav je Jax eden od likov, ki je imel največ različnih dizajnov, preden je dobil svoj končni videz. Vidimo, da so nekateri podobni Jaxu, ki ga poznamo, a imamo tudi nekaj precej nenavadnih. Poglejte, celo Jax z enim samim očesom obstaja. Ampak dovolite mi, da vam povem, da ti dizajni niso bili preprosto pozabljeni, saj lahko v 8. epizodi vidimo Jaxa z enim očesom, zamišljenega, prav takšnega kot na tem osnutku. In ja, ko že govorimo o teh čudnih stvareh, zakaj skoraj nihče ni govoril o tem konceptu, kjer Jax reče, zaljubljen sem v tvoje p***ca telo. Ali je to govoril Zubelu? Ne vem, Rik, to vam prepuščam za domačo nalogo. Pravzaprav je Gooseworks za Jaxov glas želela, da bi bil navdihnjen po Raggedy Andyju. Poglej, imava imeni. Tvoje je Raggedy Ann, moje pa Andy. Ampak Kovač ga ni hotel popolnoma posnemati, zato je dodal ta bolj ciničen, posmehljiv in vulgaren ton glasu. In tako se je rodil neznosni glas Jaxa. No, prijatelji, celotna zasnova psihopatskega zajca je bila močno navdahnjena s Poppy iz Poppy the Performer, poleg nekaj stvari iz Rogerja Zajca. Ragata je skoraj da ne bi imenovali Ragata. Tako je, prijatelji, prvotno je Gooseworks želel, da bi ji bilo ime Amy. Ragata je bila Amy. Ragata je bila imenovana Amy, vendar nisem mislila, da je to tako cool. Mislila sem, da je Ragata boljše ime. Toda preden je išel pilot, se je odločil spremeniti ime in nam nikoli ni natančno razložil, zakaj. In zanimivo je, da za razliko od teh drugih likov, Ragata ni spremenila dizajna. Njen videz je ostal praktično enak od prvih skic do končne različice. Je pa opustil eno precej nenavadno in bizarno idejo.
Ideja, ki jo je imel Gooseworks za to cunjasto punčko, je bila, da bi ji v notranjost dal plišaste organe. In v vsakem prizoru, kjer bi bila Ragata uničena, bi videli, kako povsod letijo kupi plišastih organov. Ampak vse lahko vidimo, da je bila Ragata v nekaterih teh starih dizajnih videti še bolj prisrčna in nedolžna kot tipična otroška punčka. Dizajn Zubela ni nastal kar tako. Njegov dizajn izhaja iz trikotne oblike, ki jo je Gooseworks uporabljal že pred neverjetnim digitalnim cirkusom. Pravzaprav lahko nekaj zelo podobnega vidimo v starih animacijah, kot so Elaine iz Bounty Hunterja, Ghost of the Year in The Darned Boxman Show. Torej sta Zubel in njegov dizajn že del tega sloga, ki ga je uporabljal Gooseworks. In če tega še niste opazili, Gooseworks nikoli ne ohranja popolnoma enakega dizajna. Veliko delov njegovega telesa se skozi epizode spreminja. Te spremembe lahko celo vidimo na fotografiji, ki jo ima na vratih v digitalnem cirkusu. In Gus Gooseworks je povedal, da je to popolnoma namerno. To je povsem smiselno, saj je lik Zubel navdihnjen z igračo imenovano Solo a Go-Go, ki je v bistvu sestavljena iz več kosov plastike z nenavadnim in abstraktnim dizajnom, ki jih lahko sestaviš in prilagodiš po svoji želji. Ste kdaj pomislili, da bi vam Kane lahko sprva povzročal nočne more? Seveda, prijatelji, njegova prva zasnova je imela preveč realistične zobe, ne te bolj risane zobe, ki jih poznamo danes. Pravzaprav je bila celotna atmosfera digitalnega cirkusa bolj strašljiva in temačna. Kasneje je bil še en bolj nenavaden dizajn Kana, kjer njegove oči sploh niso bile v ustih, namesto tega jih je imel nad njimi. In seveda je izgledal veliko bolj čudno kot v svoji končni podobi. V dizajnu, ki ga poznamo, je Gooseworks poskrbel, da je Kane ohranil tisti precej pretiran in kaotičen videz, a kljub temu je ohranil eno zelo zanimivo podrobnost. Ima namreč heterokromijo, kar pomeni, da sta njegova očesa različnih barv. Pravzaprav, ali si vedel, da se njegovo zeleno oko imenuje Jeffrey? Ampak, govorice o Kaneju se tukaj ne končajo, prijatelji, saj bi njegovo ime lahko bilo besedna igra. In zato imamo dve možnosti. Da izhaja iz besede podočnik. Ali pa iz novokaina, zdravila, ki ga zobozdravniki uporabljajo, da te ne boli, ko ti izpulijo zob. In za konec, enkrat se je Gooseworks pošalil glede pomena črk, ki sestavljajo ime Kane. No, ona je rekla, da v angleški različici pomeni Creative Ass Insertion Newlywed Experience, kar bi v slovenščini pomenilo izkušnje mladoporočencev s kreativnim ustavljanjem zadnjice. Ampak po mojem mnenju bi v slovenščini bolje zvenelo kot ustvarjanje dogodivščin in ustavljanje eksperimentalnih klofut po zadnjici. Kane. Vem, da se nam Kinger zdi eden najbolj neškodljivih in prijaznih likov digitalnega cirkusa, ampak ne verjamem, da bi enako mislili o njegovi izvirni zasnovi. No, čeprav je bila njegova zasnova skoraj enaka, je obstajala precej čudna različica glede njegovih oči. Ti so bili dobesedno prilepljeni na njegovo šahovsko glavo, kot da bi šlo za radioaktivno mutacijo. In čeprav se sliši kot precej nepomembna sprememba, je že ta podrobnost o ubogemu Kingeru dala precej strašljiv videz. Na koncu se je Gooseworks odločil, da bodo oči ostale lebdeče, tako kot njegove roke. Tako je ostalo tudi v končnem dizajnu, kar mu daje še bolj absurden pridih. No, za konec imamo Ganga. Lahko rečem, da je eden izmed likov, ki skoraj da ni doživel nobenih sprememb. Ostal je praktično enak od začetka, saj je imel Gooseworks njegov dizajn popolnoma določen, telo iz trakov in maske komedije. Edina zanimivost, ki jo imamo o Kangolu, jo najdemo v njegovi sobi. Ko nam pokažejo njegovo sobo v neverjetnem digitalnem cirkusu, lahko vidimo, da ima dolgo zbirko komičnih mask. Toda med vsemi temi maskami lahko najdemo eno, ki je zelo podobna obrazu brez obraza iz kratkega filma, ki ga je Gooseworks naredil pred neverjetnim digitalnim cirkusom. Kaj pa Spotsis, restauracija, ki smo jo videli v 4 epizodi? Pravzaprav je Gooseworks delil, kako naj bi izgledala izvirna upodobitev moškega, ki naj bi ustvaril restauracijo. Najprej naj bi bil krompir z očmi, ki je imel celo več različnih dizajnov, vendar se, kot kaže, noben od njih ustvarjalki ni dopadel. Pravzaprav je v eni objavi sama povedala, da se je na koncu odločila, da bo ta lik podoben polkovniku iz KFC-ja. Prav tako je delila, kako izgleda uradni zemljevid restauracije Spotsis. Tukaj lahko vidimo, da je bil Spotsis oblikovan po McDonald'su, v katerem je Gooseworks prej delal.
Za tretjo epizodo je bilo tudi več konceptnih ilustracij, kot je demonski angel, ki je imel celo različico, kjer so mu zrasla krila. In več modelov, kjer lahko vidimo njegove izraze in obraz, ki so se jasno pojavili v tretji epizodi. A najbolj strašljivo je, da vidimo koncepte okraskov na glavah strašljivih likov, ki so se res pojavili v tej epizodi. Vidimo celo, da je imel duh dva različna dizajna. Prvi je bil veliko bolj preprost. Tisti v sredini je bil na koncu uporabljen v epizodi, tretji pa je referenca na meme, temnopolti tip, ki se skriva v temi in se smeji. Skratka, prijatelji, ali ste vse to vedeli o dizajnih osupljivega digitalnega cirkusa? Vidimo se v komentarjih.